Cenjene gledalke, lep pozdrav. Danes v studiu gostimo posebno gostjo Ana Marija Žnidarič iz Društva za zaščito živali Pomurja. Lep pozdrav. Lepo pozdravljeni. Govorila bova seveda o živalih, o naših ljubljenčkih, o takšnih in drugačnih in seveda v tem zimskem času še posebej pozornost namenjate. Pravzaprav ste tista varovalka v družbi, ki opozarjate na premalo spoštovanje do živali, do, ne bomo rekla zdaj že mučenje ali pa česa drugega, zapuščenost, zanemarjanje, bova rekla, živali, ki se pojavlja, odvržene živali, mladiči in tako naprej. Ste tisti, ki pač poskrbite za to, imate čut. Kaj je pravzaprav vaša vizija, poslanstvo pri vašem delu? Naša osnovna vizija je, da bi vsak skrbnik osnovno lepo poskrbel za svoje živali. Torej to, da nas ne bi bilo potrebno, da mi ne bi rabili izvajati vseh teh ozaveščevalnih akcij, preventivnih, preverjenih prijav, vsega tega, kar počnemo, da bi vsak skrbnik odgovornost prevzel sam. Torej, odgovornost najprej pri tem, ali žival sprejme svoj dom, ali je zmožna za njo poskrbeti in potem seveda ves teh 12, 15, 20 let, kako dolgo žival živi, tudi primerno za njo poskrbel. Nekako tako včasih se v kakih družinah otroci, bi pa imel žival, imel bi jo mesec dni mogoče, potem pa, ko treba nadaljevati sprehode, recimo pri psih, ko treba skrbeti, potem pa je že to druga zgodba, tu moramo tudi starši biti pazljivi že pri nakupu teh živali oziroma pri nabavi živali, ker potem pač ene so tako, kot so, Tako. Zdaj ta decembrski čas zelo zgrešeno se večkrat pojavi to, da se otrokom podari žival. Kot da je žival neka igrača, kot da je nekaj, kar se lahko naveličaš, kot da je nekaj, kar lahko odložiš. Žival je odgovornost, to je živo bitje in kot nikoli ne bi, dojenčka recimo nekomu dali, tudi žival, vse ne pravim, da je isto, ampak žival terja svojo odgovornost. In starši so v prvi vrsti pokazatelji, kako se skrbi za žival. Torej, žival je vedno tudi družinski član in se za njo skupaj skrbi. Ni od enega igrača, ni od enega zabava, ni od enega neko veselje, ampak družinski član, vsi člani potem sorazmerno skrbijo za žival. Vsekakor ni darilo. In večkrat smo že na terenu tudi imeli primere, ko so si otroci zaželeli, starši nabavili, otroci naveličali in potem tisto žival životari nekje, vsem v breme, vsem odveč, razlog za slabo voljo in žival pa se muči. Nepremišljeno in nepotrebno. Tega ne želimo seveda nihče, ki imamo vse malo empatije, čustva do živali in tako naprej. Ana Marija, dežela ob Muri, verjetno glavni ljubljenčki je muce in pa psi. Predvidevam, naletite pa verjetno tudi na kakšne druge, v navednicah, čudne živali, čeprav nobena žival ni čudna. Tudi mi se največ ukvarjamo s psi in mačkami, predvsem zato, ker sta najpogosteje. Seveda so rejne živali bolj po številu pogoste, ampak tukaj pač je naš dostop omejen. Seveda so druge živali, kakšni zajčki so pogosti, ki niti niso tako čudni. Hrčki. Hrčki, Prašički. Papige. Ana Marija, kaj pa recimo posegate tudi vi na področje, recimo, da imajo večje živali? Nekdo si nabavi konja, pa ga zanemarja, ali pa kaj? Tudi take primere smo že reševali. Smo že imeli, Seveda je pa problem ustrezno potem najti, zato ker konj kot sam zahteva veliko prostora, veliko pozornosti, tudi velik strošek je. In potem najti primerne domove za vse te živali je problem, izziv. Morda vi ste nevladna, neprofitna organizacija, kar pomeni, da niste financirani od države. Vaši glavni sredstva so donacije, sponzorstva kakšne ali pa kaj podobnega. Malo morda o tem, da spodbudimo naše gledalke in gledalce, da morda se pa odločijo seveda in ne morda, jaz bi si želel to, vi tu verjetno tudi, da bi prispevali kaj denarja tudi za vaše društvo? Naša organizacija je neprofitna, nevladna. Naš glaven vir financiranja so dohodnine, donacije dohodnin. To je za vsakega državljana brezplačna donacija, to država se v imenu za dobrodelnost na splošno, torej za društva, ki delujejo v javnem interesu, morajo imeti tudi ta status, torej ni to kar za vsako organizacijo, je že preverjena.
odpove 1% dohodnine. Torej, če mi kot posamezniki ta procent nekomu namenimo, neki organizaciji, potem to procent dobi organizacija. Sicer ostane pri državi. Ne? Zdaj, kam bo šel ta naš procent, se mi seveda odločamo, mi mislimo, da če že imamo to priložnost, da naredimo nekaj dobrega, brez da nas karkoli stane, da se samo tisti obrazec izpolni in to je to. Apel našim gledalkam in gledalcem, da se odločijo in donirajo k vam tale odstotek. Ne? Tale odstotek dostopen je na naši spletni strani, imamo ta obrazec, na našem Facebook strani, lahko nas kontaktirate, pošljemo ta obrazec, torej namenite ga, da ne ostane neuporabljen na neko dobro delo. Ko sem že gledal vašo malo spletno stran, da sem se malce pozanimal, ne, tudi koledarje imate, tudi na ta način zbirate denar, morda nekaj v tej akciji? Ja, vsako leto pripravimo teh 12 najbolj izstopajočih zgodb in jih predstavimo v koledarju. Seveda izbira je velika, ker 120 nekje živali na leto rešimo in pomagamo v nove domove. Teh 12 najbolj posebnih zgodb pa si potem zasluži na koledarju. In nam seveda tako pomagamo potem naslednje leto spet omogočimo, da rešujemo naprej. Ko rešujete živali, jih v bistvu nekomu potem nekdo jih posvoji, najdete jim domove, če to ni mogoče, tudi sodelujete za zavetišče. Vi zavetišča nimate, tako da to ne bo jasno, zavetišče je druga zgodba, tudi z njimi sodelujete bržkone? Mi v bistvu bolj delamo na neki preventivi, da do tega sploh ne bi prišlo, da ne bi bilo potrebno živali voziti za zavetišče, da bi vsak poskrbel za svojo žival. Zavetišča načeloma so neka skrajna rešitev za živali, vedeti pa moramo, da to ni želja živali, da bi bila v zavetišču, da je dom tisto, kar živali same iščejo. Torej dom v teh zimskih časih. Morda pozabljamo, bi bilo verjetno tudi treba opozoriti, živali se bojijo recimo tudi teh ognjemetov, pokanja, da bi tudi ljudje bili malo bolj uvidevni. V tem tednu sedaj od Božiča do Novega leta je bojda dovoljeno. Je dovoljeno, od 26. do 1. je dovoljeno pokanje. Sicer smo hvaležni, da se naprimer tudi nekatere trgovine izogibajo potem ponudbi teh izdelkov. Je pa seveda še vedno prisotno, vsi smo že slišali kakšno pokanje v teh dneh. Živalim je pa to velik stres. Zdaj, če se samo predstavljate, kako bi se mi počutili, da nič ne vemo, kaj se dogaja, pa kar naenkrat zunaj strašansko pokanje, rom-pom-pom, ne vemo, zakaj se gre in je občutek tisti grozden kot vojna in tako tudi živali to dojemajo. Psi, na primer, slišijo 10-krat bolje kot človek in če je že za nas tisti pok glasen, je za psa zastrašujoč. Ptice izgubijo orientacijo, divje živali tekajo brez smisla in izgubljajo energijo, ki jo rabijo, da preživijo zimo. Tako da za nas par minut zabave, za njih pa obup. Ana-Marija Žnidarič, članica Društva za zaščito živali Pomurja. Upam, da je ta najin pogovor seveda tudi nekako malce ozavestil vse, da se mesec december je pač mesec, ko se obdarujemo, ko si zaželimo vse dobro, da bi zaželeli tudi dobro živalim. S tole mislijo nekako imate priložnost, da še nagovorite naše gledalke in gledalce. Ja, tako. Seveda je vso leto priložnost, da smo dobri in december pa toliko še bolj, da to res damo ven na glas, pregovorimo. Želimo dobro vsem, tudi živali so med nami, tudi živali vsem. In če bomo mi poskrbeli lepo za vse nas, tudi za živali, bo tega trpljenja veliko manj. Bodi tako, manj trpljenja za živali. Vse dobro vam, vašim kolegicam in kolegom v Društvu za zaščito živali Pomurja. Hvala vam za povabilo in enako.